No, potem pa pred sovoznikom še dodaten tretji zaslon, česar seveda tudi v sodobnih avtih nismo kar tako vajeni. Madonna, sliši se, kada mi Audi nekaj v kuverto porinu. Kje si zajček? Ko se dobro skrije, veš? Kaj pomeni varovalna barva? Adija. Pa jagral se pas! Mi gremo pa avto porihtati, prav? Avto, ko ga gledaš v tem trenutku, nos ime Audi Q6 e-tron. Pa v uradnem imenu je še beseda Quattro. In kar na začetku ti lahko povem, da je to najbrž, pa ne najbrž, kar ziher, en najnaprednejših, pa najboljših, splošno gledano električnih avtomobilov, kar sem jih pelil v življenju. Pustimo zdaj, a smo za štrom, ali nismo za štrom, ali nam elektrika diši ali ne. Dejstvo je, da je tale avtomobil hudičev dober. Kar močna trditev, ne? Kaj pa vse na njo vpliva? Mislim, za začetek to, da je postavljen na povsem novo, visoko zmogljivo platformo, ki je že sama po sebi izjemno napredna, pele se dober, porab razmeroma malo, glede na to, kakšen kolos od avta je, mere, dajmo reči, švoh 4,8 metra, masa se vemo, ne, pri tem razredu smo hitro pri 2,3 tone, pa še več. In eno je 800-voltna arhitektura, hitrost polnjenja, drugo je pa izkušnja na cesti. Ne samo udobje, tudi športnost na ukaz znotraj nekaterih omejitev. 2,3 tone pa drobiš, je še vedno 2,3 tone pa drobiš. Plus, absolutno nezanemarljiv dejavnik pri tem, kako bo ta avto sprejet, je tudi njegov videz. Zgleda, precej sodobno, pa tudi športno agresivno. In med vsemi športnimi terenci, pustimo zdaj štrom ali pa ne, se mi zdi, da je ta, ko prije do dizajna in se zavedam, da je to čisto subjektivna stvar, pri meni kotira precej visok. In zdaj, če nimaš nič proti, se dajmo najprej lotiti zmogljivosti. Česa je sposoben na cesti v smislu podvozja, pa tudi ekonomičnosti. Najprej, 800-voltna napeljava pomeni, da ti lahko ta avto v najboljših pogojih filaš s hitrostjo tudi 270 kW. Na tepanjah je meni recimo uspel prelesti mečken čez 200, že to je zelo hiter. In če se zares vse poklapa, imaš ti lahko prej kot pol ure baterijo iz, dajmo reči, 10 na 80%, oziroma v dobrih 20 minutah ti doseg lahko skoči z praktično 0 na 220, nekaj tacga. Ampak pri hitrosti polnjenja se seveda vse skupaj še zdaleč ne konča. Tudi hitrost rekuperacije električne energije je lahko neverjetno hitra, tudi do 220 kW. Ta avto je tehnično tako napreden, da zna marsikaj. V resnici s temi podatki, ki ti jih jaz zdaj pojasnjujem, praskamo zgolj po površju. Dejstvo pač je, da ta praksa prinese pa tudi izjemne rezultate. Audi je v prvi predstavitvi, se spomnim še Jureta, ki je to razlagal v podcastu, se mi zdi, da sta bila s Sebatom na prvi vožnji, obljubljal oziroma povedal, da bi znal biti Q6 e-tron do tretjino varčnejši kot podobno veliki avtomobili na elektriko, ki jih je Audi predtem na cesto pošiljal. In stari moj, jaz ti bom povedal samo tako. Ta avto je velik, pa težek. Konec koncev, to sem pozabil omeniti, medosna razdalja je 2,9 metra. Pol veš, kaj to pomeni za prostor v kabini. Ko sem se peljal iz Ljubljane v Maribor, pa ne enkrat, je res, da smo peljali mečken počasnejš. Veliko je bilo enih del na cesti, pa tako, ampak dajmo reči, da v osnovi sem se večino časa peljal tam 120 na uro, je bila poraba 19,7 kWh na 100 km. Ne pozab na maso, ki sem ti jo prej omenil. To je odličen rezultat. Sicer pa povprečje, dajmo reči, da tudi če boš vozil povsem normalno, pa če res ne boš skozi na avtocesti in teru, bi znal biti, pa je svej stari, 21, 22. Obenem ne pozab, da imamo v tem primeru opravka s ta švohnejšo različico 285 kW, 387 konjev. Avto se zgane pri vsaki hitrosti. Zdaj od 0 do 100 podatek ni tako v nebo vpijajoč 5,7 sekunde, ampak ta njegova tehnična naprednost, ko prijemo do pogonskega sklopa, do porabe, do zmogljivosti, do hitrosti polnjenja, je samo en highlight. Madonna, sliši se, kada mi Audi nekaj v kuverto porinu, pa je rekel, pet ga sam hvaliti, ampak jaz moram priznati, da nad tem avtom sem bil, pa nisem noben ljubitelj štromarjev, dejansko navdušen.
Sploh zato, ker zdaj pridemo pa do tega, kako se pele. Pol pa kabina, obljubam, je veliko za pokazati. Veš, vozne lastnosti velikih in težkih avtomobilov so ponovadi predvidljive. Tudi imamo veliko takšnih, ki se peljejo krasno, ki dobro blažijo, znajo tudi spreminjati karakter glede na izbran vozni program. Ampak to, kar sem jaz doživel pri tem avtomobilu, je bilo pa stari, ne znam ti drugače povedati, kot da sem čutil vso to znanje in zanos, pa energijo in čas, ki so ga vložili ne samo v pogon, ampak tudi v delovanje podvozja. Q6 e-tron se pele krasno. Dokler ga ne posiljuješ z nečem, kar ni pripravljen delati, to je pa ekstremno športna vožnja. Vse ostalo, prilagajanje na slabe podlage, kako zna hipno zamenjati karakter. Jaz vem, da vozni programi v avtomobilih so že celovečno z nami in marsikaj znajo. Ampak sem pa tja se pa najde avto, ki me s to raznolikostjo preseneti. In ta je eden izmed njih. Pa da ne bom preveč nasplošno, volan je krasno odziven. Avto se razmeroma malo nagiba, ko menjaš smer, tudi če to počneš razmeroma hitro, oziroma tako hitro, ker se za takšne vrste dvignen avto sploh ne spodob. Kako je občutljiva bremza, ko imaš v športnem oziroma dinamičnem programu ali pa ko imaš v programu, ki je namenjen komfortu. Te razlike so zelo izrazite in dobro speljane. To ni nepomemben. Pa detajli povezani z head-up projekcijo. Stari, veš, kaj vse ti nariše na cesto, ker mogoče ni nujno vedno najboljš, ker res veliko zna, ful stvari sprot prilagaja se. Zdaj ti kažem, kaj vse sem videl. Označuje ti rob voznega pasu, označuje ti avtomobile, ki se začnejo pojavljati na pasu pred tabo, kupene zelene pa rdeče barve, vse živo migeta. In najprej kar rabiš nekaj časa, da se malo privadiš na vse te signale. Seveda vse skupaj lahko tudi izklopiš, če se ti zdi, da vse to, kar se ti izrisuje na voznem pasu, da je to lahko moteče. Ampak v osnovi se vidi in čuti pri vožnji in pri tehnologiji, kako je to en avto, ki je vse skupaj dvignil še malo višji. Ja, pa prej sem še kaj pozabil reči, ne? Kar se samega dosega tiče, Audi obljublja marsikaj, tudi 600 km, ampak takole v praksi pozim s tistimi dobrimi 90 razpoložljivimi kilovatnimi urami, dajmo reči, da realno, če ne boste pretežki z stopalko za gas oziroma štrom, 400 km bi morala biti dosegljiva številka. Zdaj pa preden gremo v kabino, prtljažni prostor. Poglej, tole je prtljažnik z delitvijo sedežev 40-20-40, 526 litrov prostora, proti koncu se rahlo dvigne, ampak ne prav veliko, dvojno dno, nekaj prostora, plus, če se premaknemo na sprednji del avta, dajmo takole narediti, pa pogledamo, kaj je tled spodaj. Takole, evo ga, dodatnih 65 litrov za kablovje. To je to, na hitrco. Pa ne bom ti spet kazal, kako kljuka vam prije, to smo že dostikrat videli nazadnje pri karavanski 5, ki se mi zdi BMW izdelek. Pa seveda, ker je opremljen z zračnim vzmetenjem, ti lahko nivo dvigaš oziroma spuščaš, to kar pač nucaš. No tako, zdaj pa prišel čas, da ti pokažem kokpit in veš, da me Ferbec smatra, kako ga boste sprejeli. Volan je takšen, kot je, prerezan zgori in spodaj. Prva dva zaslona sta namenjena vozniku, načeloma. Gre za to ukrivljeno izvedbo s prvim in drugim zaslonom. Pred mano klasična instrumentna plošča, katere vidiš seveda lahko prilagajaš glede na svoje želje oziroma preference. Desno klasičen zaslon z vmesnikom, nekih klasičnih tipk tukaj noter ne boste našli, razen redkih izjem, ampak ena od teh izjem je pomembna, gumb za volume. Po drugi strani pa veliko piano plastike, mnenje, vemo kakšno je glede tega. Mimogrede, vmesnik je, pa nimam kaj dosti pripomb, vse skupaj je zelo hitro, prilagodljivo, predvsem pa zares poenostavljeno, šele takrat, ko se z njim dobro spoznaš in
pogruntaš tudi neke bližnjice oziroma znaš z določenimi segmenti upravljati tudi prek stikal na volanu in znotraj oziroma v zavetju prvega zaslona. No, potem pa pred sovoznikom še dodaten tretji zaslon, česar seveda tudi v sodobnih avtih nismo kar tako vajeni. Ta je namenjen zgolj sovozniku, je tudi proti njemu obrnen, medtem ko ta instrumentna plošča oziroma sredinska konzola sta obrnjena pod kotom proti vozniku. Tukaj pa, če gremo ven iz igrice, mrskej, ne? Tudi tukaj gre za preslikavo obeh menijev, da lahko sovoznik sam urihta, kar pač želi, ali pa surfa po YouTubeu, posluša podcast oziroma rihta določene segmente tega vmesnika, tudi on sam in v miru. Sicer pa ambientalna izkušnja na nivoju. Ne samo tale bo pa minus, pridem pa do tega. Ne samo zato, ker je avto res dobro opremljen, zato, ker so materiali tukaj noter krasni. Oblika, to boste sami povedali, ampak kakovost izdelave, sestavljenosti, vem, da te besede pogosto uporabljam, ampak tukaj noter jaz, Madonna, nimam ene pripombe. Vse skupaj zgleda dober, občutek je dober in to je to. No, zdaj pa pridemo do tele konzolce, ne? Kako smo ljudje bitja navad. Vse jasno, 4 stikala za vsako šipo posebej in višje od njih na tem mestu, kjer lepo počiva roka, pridemo pa še do tega, tale set stikal za odklepanje in zaklepanje vozila. Pa potem imamo tukaj še prilagajanje ogledal, pa spomin sedežev, pa tako naprej. Skratka, veš, vse lepo pa prav, ampak dejstvo iz prakse, to zdaj govorim zase, mogoče je pri vas čisto drugače ali pa bo čisto drugače. In tako da je meni rokica skozi uhajala sem gor, ker sem hotel odpirati pa zapirati stekla, kar jaz, mogoče to ne navadno, ampak jaz to pogosto počnem. Kadar lahko odprem šipo, zato ker hočem malo slišati. Jaz sem take vrste voznik, da ves čas odpiram pa zapiram stekla. Verjetno gre to marsikomu tudi na jetra, ampak meni je fajn, jaz rad slišim ambient, rad slišim utrip mesta, rad slišim tudi piš vetra, ko se vozim. In zdaj, če ni zunaj glih 350 stopinj, pol to počnem ves čas. In v tem avtomobilu, namesto da bi odprl in zaprl šipe, sem skozi tlele gor šlato in to mi ni bilo všeč. In ves čas testiranja tega avtomobila, pa smo ga imeli kar nekaj časa na druženju, mi je roka uhajala sem gor. Po eni strani je perfektna ta pozicija, ker je tu blizu, po drugi strani sem pa pač, ne vem, najbrž bo še kdo drug tlele šlato, namesto da bi šipe odprl. Ok, mi smo pri koncu, dajmo pogledati še dinarčka. Prav, tale avto v osnovi, torej Q6 e-tron Quattro Business, košta 63.500 €. Zdaj, za detajle pri cenah vedno veste, da je treba iti na spletno stran voznika. Dobro, sem si štango za hrbet postavil, ampak ne eno, dve. Je treba malo preveriti, ne? Tako da te številke je treba malo z rezervo imeti, plus različni paketi financiranja in tako naprej. Ampak, enkrat potegneš črto in dodaš še tale seznam testne opreme, lahko stisnete pauzo, pa si vse skupaj v miru preberete, pa prijemo pa iz 63 na 95, nič nenavadnega. Sploh glede na to, s kakšno magnitudo vozila imamo opravka. Torej, če se vrnem na začetek, ne spomnim se, ali pa zagotovo jih ni veliko, če bi začel brskati po spominu boljših električnih avtomobilov, ki bi jih jaz peljal, ko pride do vozne dinamike, do celotnega sistema, kako avto pomaga vozniku, kako je učinkovit pri porabi in pri konec koncev asistenčnih sistemih, ki se jih v resnici razen tistega head-upa sploh lotili nismo. Dober je, celostno, na cesti, v kabini in tehnološko. In to je v resnici ta črta, ki sem je hotel potegniti, da zdaj lahko rečem, ok, folk, dosti bo za danes, če imate kakšno vprašanje, komentarji so za to, da jih postavite, ampak prosim v spoštljivem tonu. To je to, lepo se imejte. Ajde, čau.